Rad vidim, da če pride mlad igralec iz 16-17 let star, tudi pri nam kakšen kadet pride, da pride z voljo na trening, ne, da ko se začne igra, da je neki to vse na pol. In jaz mislim, da je organizacija ključni faktor, kar se tiče pri mlajših selekcijah. Trenerji so me že poznali, ko sem jaz prišel. Jaz sem prišel iz druge lige, si moraš ti v bistvu bolj dokazati soigralcev kot trenerjev. Trener te v bistvu še najbolj pozna v tem trenutku. Ne. Dobrodošli v najbolj nogometnem podcastu iz centra Ogol, kjer je nogomet veliko več kot le zmaga ali poraz. Veseli smo in upamo, da uživate v naših vsebinah, v naših podcastih in v primeru, da nam želite pomagati, vas prosimo, da nas delite, da nas šečkate in da nas absolutno sledite. Prav tako se naročite na naše e-novice, kjer boste obveščeni o vseh novih epizodah in dogodkih, ki jih bomo pripravili v oddajah. Preden gremo v podcast, naj se še zahvalim podjetju StarSox. Podjetje StarSox ima najboljše nezdrsne nogavice, s katerimi boste zabijali najboljše gole in podali najboljše asistence. V opisu imate tudi povezavo na spletno stran StarSox in z to povezavo boste pridobili tudi 10% popusta. Naš naslednji gost je pripravljen, tako da lahko začnemo z novo oddajo. Tako da lahko gremo. Ok. Gašper Trdin, lepo zdrav v oddaji iz centra Ogol. Na začetku prvo, da te sam pozdravim. Zdravo, si v redu? Zdravo, super. Ja, govorimo že pol ure, ko smo ti mogla čakati, ne, da bo vas postinalo. Zato smo že pol oddaje naredila, smo rekla, ne. Ok. Hvala ti, da si vzel čas. Vem, da si že mogoče z eno nogo na dopustu, ali ne, že imaš vse splanirano. Prvo, hvala za povabilo v podcast, neka nova izkušnja za mene. Za dopust imam že nekaj rezerviran, ampak ne gre že tako. Aha, ok. Pardon. Ni pa nervozce. Ne, za dopust bom pa čez kakšen teden grem malo na dopust za en teden, pa imaš že rezervirano. Imam že rezervirano. Če sam zdaj, ko ne vete, bo Evropa ali ne bo Evropa, pa še ne veš, kako splaniral, kaj? Kakaj je dolžina? Bi bil že pred Evropo nazaj, če bomo prišli do tja. Ok. Naš slogan je, nogomet je veliko več kot le zmaga ali poraz. Kako ti gledaš kot tekmovalec na ta slogan? Pa mislim, da se in iz zmag in iz porazov nekaj naučiš. Ne. Mislim, da kdaj v porazih se veliko več stvari naučiš, kot pa v zmagah. Ne. Vedno je lepo zmagovati. Porazi so pa neki grenek pri okus, pri vsakem športu, ampak mislim, da je vsakega poraza moraš nekaj dobrega ven povleči, pa nekaj se naučiti. Ne. Ampak naš nogomet je pa veliko več, kot samo to, da bomo zmagali. Toliko prijateljev, verjetno, ko dobiš tu noter, pa toliko čustev, ko se sproža na samem terenu, a si še lahko kaj primerjaš s tem sploh? Ne, jaz mislim, da čez nogomet se naučiš veliko stvari in vzgoje in vsega. Pa tudi spoznaš res veliko dobrih prijateljev, sploh če si dolg časa v nogometu, pa če imaš dolgo kariero za sabo, jaz mislim, da je nogomet super zadeva. Če lahko rečeš, da ste vi dobra ekipa, kot tak povezani? Pa mislim, da garderoba je super in tudi mislim, da se to tudi odraža na terenu. Je pa res, da vsakič tudi pride do kakšnega manjšega konflikta, ker čisto normalno, jaz mislim, da je to nogomet, da ne moramo se vedno vsi strinjati, ampak vedno v garderobi rešimo vse situacije, karkoli se je zgodilo na terenu. Mislim, da je to najboljši del garderobe, da si znaš in podpirati in daj, če se treba malo skregati, se skregaš, ampak da je to naslednji dan pozabljen in greš naprej. Rekel smo na začetku, zato sem malo uvoda naredil, ne, da se bomo pogovarjali predvsem o tem, kako
imamo pač v nogometu zelo različne nastavljene cilje. Zdaj, mi vemo, da Maribor, Olimpija bojo vedno šli na prvaka, zdaj verjetno tudi Celje. Koper ima vedno ambicije po neki Evropi, Mura ima vedno neke ambicije po Evropi. Ti si v klubu, kjer v štartu ponovadi ni takih ambicij. Ja, v štartu je vedno tukaj cilj obstanek, ampak mi nekako gremo sezono sproti, kako kaže. In ko ta sezona je kazala, nas so pred prvenstvom vsi dajali na 10. mesto, ampak mi smo takrat te napovedi slišali, mrskaš ne rekel, mi bomo 10, nekdo bo dal 5 golov. Mi smo slišali, mi smo se malo tudi jezni na te izjave in smo mi hitro pokazali, da smo zelo ena dobra ekipa, da se je dobro kadroval, da dobro zgledamo na terenu in po pol leta so nas vsi drugače gledali, jaz mislim. Iz katerih, rečemo, objektivnih ali subjektivnih ocen ti misliš, da so dali to oceno, da ste vi pač najslabša ekipa prve lige? Pa jaz mislim, da zaradi tega, ker je po lanski sezoni je šlo veliko teh standardnih članov, 5-6 igralcev se je zamenjali, ker so vsi igrali prvo postavo. Ampak jaz sem to že pred sezono rekel parim fantom, da jaz mislim, da bo ta super sezona za nami, ker včasih so tudi neke spremembe super za ekipo, ki grejo igralci, ki želijo na višji nivo. Včasih tudi dobro, da se zamenjajo, da neki novega pride v klub, da se zamenjajo igralci in mislim, da je ta sezona to pokazala v super luči. Kako ti gledaš, da je pomembno, da je znotraj ekipe, da imate nekaj izkušenih igralcev, pa nekaj teh mladih? Ali misliš, da bi morali biti bolj na eno ali na drugo stran obrnjena zadeva? Ne, mislim, mi smo zelo mlada ekipa, sicer Matej Poplatnik je malo starejši, pa Nemanja Jakšič, pa to sta zelo oba izkušena igralca. Sam je Bravo je na začetku razvojni klub, dosti mladim priložnost ponuja in tudi tem, ki v bistvu v tujini ne igrajo toliko, se v bistvu z veseljem pridejo sem, ki vejo, da na nek način tudi bojo, pač vejo, da bojo dobili pri minute in da se bojo dobro izkazali. In tako, kot Martin Pečar, ki je prišel, Jan Gorenc, ki v bistvu niso toliko v klubih igrali, so klejo super ujamejo in skupaj super razgledajo na terenu. Zdaj za Martina Pečarja je verjetno vsak klub za njega zanimiv. Zdaj tudi če ste nazaj vzeli, da ga ne bomo pozabili, sam je bil zelo malo poškodovan v tem obdobju. Ampak je imel malo nesreča zdaj le v pol leta. Ampak se vrača. Ja, se vrača v pogon, pa mislim, da bo naslednjo sezono. Pa kako ti gledaš? Kaj pa ti zdaj sebe gledaš? Si že proti tistim, ki ste izkušeni, pa svetujete mladim, pa jih usmerjate, ali te to prenaša, da si kapetan te ekipe? Pa ja, v bistvu mladim jaz, vem kako da rečem, dosti težim neče. Rad vidim, da če pride mlad igralec iz 16-17 let star, tudi pri nam kakšen kadet pride, da pride z voljo na trening, da ko se začne igra, da je neki to vse na pol in to me je v bistvu zelo zmota, ker jaz sem zelo tekmovalen in jaz hočem na treningu zmagati in ko vidim takšno situacijo, tudi da na robe reagiram. Kaj to pomeni? Ja, malo bolj sem glasen, ko rečem. Malo ga za ušesa, kaj? Prek besed? Prek besed sem malo bolj, ja. Ampak ja, nočem nekaj v negativnem smislu ali pa da hočem nekaj enmo slabše. Mogoče se sliši v enem trenutku slabo, ampak jaz hočem njega v bistvu spodbuditi na nek način, da mora pokazati svoje kvalitete. Vsem, če si pri 16-17 letih pri članih treniraš, je to veliko. In to včasih se mislim, da je redko kdo imel priložnost to. In mislim, da se to včasih veliko bolj cenilo, kot se danes cenijo. Ja, to praktično vsi igralci, s katerimi se pogovarjam, ravno to govorijo, koliko danes mladi, če ne bojo igrali prve lige, pač ne bojo več trenirali, če ne bo tega, pač ne bojo in tudi vsi kar zahtevajo. Večina vseh teh starejših igralcev, rečemo, ko zdaj zaključujejo ali pa so proti zaključku karier, praktično vsi so šli čez nižje lige, se pravi tretja, druga liga članska, da so kasneje potem prihajali do prve lige. Zdaj pa vidim, da je kar trend, da dosti mladim se pa vsem daje priložnost. Ja, mislim, da veliko bolj kot včasih. Saj jaz, ko sem prihajal gor v člani, sem tudi rabil
So te tudi še držali nazaj, kaj? Ja, sem tudi jih se naposlušal, jaz veliko dobro pri 18 letih, 19, ki sem pri članih prišel. Ampak mislim, da je to neka šola, ki je morda čez, ki te starejši napizdi ali pa kaj našega. Ti, ker to ni ono, da bomo, da rabimo povsem knjižno in paziti na vsako besedo, tako da ni noben problem. Zdaj, da gremo nazaj, ne? Prej sem te spraševal glede povezanosti in vsega skupaj iz vidika, da je bilo neka raziskava narejena, koliko je ekipa povezana v smislu tudi fizičnega kontakta, koliko se v predsezoni igralci med sabo dotikajo in komunicirajo in tako naprej, se skozi sezono pokaže potem, da so tudi bolj uspešne te ekipe. Ta raziskava je bila drugače narejena na NBA-ju in je bilo narejeno, da je v bistvu vsak kontakt med igralci, ne. Čez ramo, poriti, okrog ušes, nima veze, ne. Se pravi, se je štel v fizični kontakt in je potem v predsezoni, ne, ko so te ekipe ko so jih merili, ne, ki so imele več fizičnega stika, so bile tudi v konc sezone ponovadi v play-offu. Zato te sprašujem, a se čuti ta povezava kdo pa je glavni kriv za to? Pa mislim, da vsi, no. In Nemanja Jakšič je veliko takšen, da poveže vse skupaj z jebanci, ampak mislim, da je cela garderoba, imamo dosti isti smisel za humor. Pa Niso team buildingi pa tako. Mi ne prakticiramo to team building, ker mislim, da smo na pripravah ali pa kjerkoli se tam veliko povežemo, ampak tudi vseeno si vsak dan skupaj 1 uro pred treningom, si že v garderobi, vseeno tista 1 ura dosti pomembna. Sploh če je dobra garderoba, je to super, se mi zdi. Pa kako je pa bilo, rečemo, iz strani vodstva predstavljeno na začetku sezone, kakšni so cilji? No, dobro, zdaj je že toliko... Si že pozabil, kaj? Ne, zdaj je že toliko naprej, da lahko govorim, verjetno. Ja, na začetku je bilo, prvi cilj je bil, da se obstane v ligi, ne. Tudi jaz mislim, da vodstvo ni pričakoval, da bomo mi po pol sezone toliko visok, pa s tolikimi pikami. Ampak ja, mislim, prvi del sezone mislim, da je bil super, saj tudi drugi del ni slab, ampak na koncu mi smo vsako tekmo kle, imamo šans veliko, ampak nekako jih nismo realizirali, da je v drugem delu, ampak v prvem delu se mi pa zdi, da smo to vsako situacijo, ki je bila, smo jo veliko bolj realizirali. Je noter padal. Glede te igre jaz mogoče malo kasneje, ampak me zanima zdaj, se pravi, ko ste vi dosti hitro dosegli že v bistvu cilj, ne? Mi lahko rečemo, da vi jesenski del ste bili garant, da ostanete v ligi, se pravi, niste toliko imate že točkovnega prednosti in vsega ostalega, da se začnejo ambicije v bistvu pojavljati drugje, ne? Se pravi, ne da ostaneš v ligi, ampak da greš v Evropo, ne? Koliko je pa, ali pa kdaj, rečemo, se začnejo o tem govoriti? Kdaj ste vi začeli o tem govoriti? Je bilo pol to na zimo že, da se bi želeli? Da smo od vodstva ali pa česarkoli čutili pritisk, zdaj pa moramo jeti na 4. mesto pri naše Evropa ali pa na 3. mesto, celo takrat smo bili še dosti blizu 3. mesta, ne. Nismo nekaj toliko čutili. Nekako smo upali, da bomo drugi del isto dobro zaštartali in tudi mislim, da smo ga ful dobro zaštartali, ne. Smo bili še vedno tam blizu 4. mesta, 3. in nekako pol iz tekme v tekmo verujejo, da je možna Evropa, ne, da tudi dobro igraš, da je to resničljiv cilj, ne. Pa je lažje igrati, ko loviš obstanek v ligi ali ko loviš Evropo? Veliko lažje, ko loviš Evropo, se mi zdi, no, ker se za obstanek govoriš, mislim, da je veliko večji pritisk, no. Je večji pritisk. Zanima me pa, ker ko ti stopiš na teren, pa v bistvu je tudi, karikiram zdaj, remi dober, ne? Ja. Je razlika, ko je konc tekme, pa imaš dobro tekmo, tako ko ste imeli zelo zadnjo, ne? Pa je remi v bistvu slab, ne? Se pravi, mi dva zdaj delamo tekmo po Muri, ko je bilo 1-1, ne? Pa ste lovili ta prvi gol, v bistvu Mura je kar dosti dolg časa vodila, pa ste skoraj gol podrli, ne? Ampak na koncu je ena padla noter. Ampak je bil verjetno tako, malo razočaranje na koncu, ali ne?
Pa ja, bilo po tekmi smo bili razočarani, ampak na koncu smo ga šele v 89 minuti dali, v bistvu nismo smeli biti toliko razočarani, ampak Ja, lahko bi pa že prej padel. ja, lahko bi, ampak smo imeli toliko čistih situacij, ki v bistvu taki situacije moraš res realizirati, pa že prej izenačati, pa pol že prej iskati drugi gol. Tle na tej tekmi mislim, da mi bi mogli 3 gole dati 100%, no, ampak na koncu smo dali tega enega, zdaj ta pika nas še vedno smo lahko 4, zdaj po zadnji tekmi. Pa bomo videli, a bo možna Evropa ali ne bo možna, odvisno od licenciranja letos tudi, ne? Bomo vse dali, da bomo 4, zdaj pa druge stvari pa niso od nas odvisne, so pa drugi faktori tle. Ker to je pa moje tudi naslednje vprašanje, kak igralec rečemo gleda na to, da se lahko uvrsti v Evropo, a kaj razmišljaš ti sploh, a je klub pripravljen iti na ta nivo tekmovanja? Ker se pravi, zdaj ti si, da te še malo napelem zdrav, ne, zdaj tvoja pot je v Radomljah, ne, se pravi, ti si z Radomljami tudi šel v prvo ligo, ampak si takrat potem prestopil v Bravo. Ampak se vidi, ne, vsakič, ko ekipa naredi prestop ligo gor, je ponavadi zelo trda ta sezona naslednja. Ne, vidimo tudi Aluminij, pa Rogaška je zelo naporno, zelo težko. Radomlje, se pravi, se zdaj spet bori, da bi nekje, ne, se pravi, ti novinci ponavadi vedno, ko prihajajo nivo više, je problem in tudi, ko naše ekipe grejo v Evropo igrati, ne, imajo pa ponavadi zelo trde jesenske tekme, ne, doma. Ja. Pa jaz mislim, da Bravo, če bi bili 4, pa če bi to vodili v Evropo, bi mi se z veseljem to udeležili, pa mislim, da tudi ne bi šli mi to sam sodelovati, ampak mislim, da bi se mi konkretno pripravili, da bi šli tudi zmagati kakšno tekmo. Jaz mislim, da je to da bi bilo čisto možno, da smo dobra ekipa, bi bila, verjetno bi se dosti igralcev bi prišlo, ali pa bi tudi kakšen šel, ampak mislim, da bi se pripravila ekipa na to Evropo, no. Zdaj pa težko govorim, bomo prišli ali pa ne, to je sam tako. Ja, zadnja tekma bo odločila, vsem pa še pol kaj zraven. Ja. Ok, dej, če gremo midva zdaj na tvojo nogometno pot, da bomo prišli do tega, kaj zdaj počneš ti, zato da boš še šel nivo više, ne, ko je Slovenska liga. Ti v bistvu nisi začel v Radomljah, si meni rekel, ne? Ti si začel v še manjšem klubu. Enkrat Termit Moravče sem jaz začel. Kakšen klub je to? A to je, kako ne rečem, vaški klub, Koliko ekip ima? Takrat, ko sem bil, so bile vse selekcije. So bile vse selekcije? Ja. Zdaj se mislim, da je to malo manjša, da so mladinci skupaj pa s kadeti, nekaj tazga mislim, ali kako je, to bih trdil, kako je. Pa je bilo tudi številčno, vas je bilo dovolj na treningu? Ja, to nas je bilo, takrat mislim, da je bilo veliko več zanimanja za nogomet v Moravčah, kakor ga je zdaj, no. Zdaj pa ne moram pa lih trditi, nisem tam toliko. Za mene je zanimivo, ne, da te manjši klubi včasih imajo polne selekcije, pol nimajo 2 selekcij, pa se fejs borijo naslednje 4-5 let, da spet naberejo selekcije in to je ves čas neko to kolobarjenje. Zakaj pa si ti prestopil potem v Radomlje? Ker ti si tu praktično šel v Radomlje, če se jaz prav spomnim. Ne, jaz sem tudi že takrat pri mlajših letih. In takrat je bil en trener v Moravčah, ki je šel pol trenirati v Radomlje, pa me je v bistvu sabo pripelo. Pol sem jaz prvi. Je bil tvoj trener v Moravčah? Tako, ja, pa je pol v bistvu zamenil, je šel v Radomlje trenirati in me je takrat sabo pripelo. Pa kaj se je tebi spremenilo? Rečemo, kaj je tebi bilo drugače v Radomljah kot v Moravčah? Pa veliko večja resnost, pa veliko boljše pogoji, pa več trenerjev je, več ljudi okoli kluba, takoj se te stvari opazijo, no. In jaz sem se recimo v Radomljah super ujel, to že od U12 naprej mi je bilo super. Zanima me, ko si rekel zdaj, ne, veliko večja resnost, veliko večja organiziranost kluba. Se pravi, se ti zdi, da je organizacija kluba
tisto, kar daje potem tudi nek ritem pa odnos, kako bojo igralci funkcionirali, pa trenerji v klubu. Ja, jaz mislim, da je tle organizacija ključni faktor, kar se tiče. Pa pri mlajših selekcijah. Zelo pomembno. Koliko ste pa vi imeli trenerjev, rečemo takrat, ko ste, ne vem, Peru 13, U15, je bila po 2 trenerja že na... Takrat je bil samo še en. Je bil po eden. Kaj pa pol kadeti mladinci? Tudi še eden. Aha. Mislim, da mora biti. Ni, če je klub finančno zmožen, pa je, če pa ni, ne. Tako da zelo veliko ekip še vedno pač prakticira, da ima enega trenerja in tiste one man band za vse, ne. Ja, ne, kot sem jaz tudi kasneje v 15, v 17, v 19, sem vedno imel samo enega trenerja. No. In ti si v bistvu Radomlje dal čez in vse je bilo v drugi ligi. Tako je, in druga mladinska in druga kadetska, pol tudi druga članska, vse sem druge lige. Vse si druge lige igral v Radomlje. Obakrat mi je ratalo prvo ligo prijeti, sam pol sem. Se pravi, ti si tudi s kadeti mladinci šel v prvo ligo, ste bili prvaki in ste si šel postal član. Tako je. Ok. Se pravi, veš, kak je treba zmagovati. To je zelo pomembno, ne? Drugo ligo sem osvojil, ja. To je pomembno iz vidika, da imaš to zmagovalno mentaliteto, pa da jo potem nosiš naprej. Zato ne morete vi biti tu v borbi za obstanek, Pol Bravo, okay? Če je kapetan tako rad zmaguje. Ne, zdaj smo vsi fantje taki. Malo se šalim. Jaz verjamem, da smo vsi taki s tem, da v momentu, ko si pa v nekom, ki isto rad zmaguje, ne, pa bo potem ponavadi verjetno karakter prevagal, ali ne bo? Ja, bo, definitivno. Si ti ves čas igral na poziciji veznega? Pa ja, ali si v mlajših kategorijah? V 17 sem bil, do 15 sem bil na krilu, pol pa mislim, da v 17 je bilo pa situacija, da se en vezist poškodoval tvist, pa ni bilo menjave, pa sem jaz pol začel vezista igrati, pa se obnesel, da je to moja primarna pozicija, da se tam najbolj... Se pravi, en se je mogel poškodovati, da se ugotovil, da lahko dobro igraš v sredini, ali kaj? Ja. Zakaj si pa igral na zunaj, se pravi, na liniji, na wingerju, na zunanjem veznem, kakor bomo zdaj rekli? Ne vem. Si užival tudi v tem? Takrat se spomnim, ker sem prišel v kadeti, da mi ni bilo dobro na krilo igrati, nisem se nekako znajdel. Kaj si pa 15 igral? Igral pa... Da sem tudi nekaj beka igral, zelo. Da sem bil jezen, ker nisem hotel beka igrati. To ti pa ne diši, ali kaj, zakaj ne? Nisem jaz bek. Zakaj pa ne? To je dobro vprašanje, zakaj ne. Ja, kaj bi pa zdaj naredil, da te Arnold da na beka igrati? Zdaj bi drugače gledal, kot takrat drugače gledal, pa 15 letih. Zdaj bi vzel, ali kaj? Ne bi ga. Bi šel v pisarno in rekel, dober, da ima se vidno malo vsestvo malo pogovoriti. Ne, sej kamorkoli na koncu moraš sprejeti, to je njegova zadnja odločitev, nimaš, če te da na beka, moraš tudi beka odigrati konkretno. Ja, vse ponavadi, pač zdaj, na tem nivoju se verjetno pač razloži, ne? Ja. Zakaj in tako naprej, ne? Ker zdaj, ko gledamo, ne, Guardioli, ko prihajajo igralci, vedno pridejo v drugačni vlogi, ko jih polom uporablja na presep, ne? Kar je tudi zanimivo, ne? Zdaj gledamo, Guardiol bo najboljši levi bek postavil, kaj? Ja, kaj je. To je en dober trener, saj si meni, ko si ti gledam, igra zelo lep, zanimiv nogomet. No. Mislim, da je ena najboljših ekip na svetu. Ampak igra tako, ravno to je zdaj, ne, se pravi, ko gledaš, ali tudi Xavi Alonso z Leverkusenom zdaj, ne, ali gledaš njega, ali gledaš Arteto, ali gledaš tudi Tottenham, ne, praktično vsi morajo biti sposobni igrati, ne. Ja. Zelo veliko trenerjev, ker to da te malo pozorim, ne, zelo veliko trenerjev zdaj že vezne daje na štoperje igrati, da veš, kaj te čaka čez 2 leti. Ja, pa si namerno 3 falil, zato da te ni več dal. Nisem. Ne, takrat se je igral s 3 ozadji, pa vem, da sem tudi neki štoperje igral. Ja, ker zelo velika razlika je, ne, mislim, med drugim tudi Jaka Biol je celo, tudi v Bravo je igral ves čas. Vezista, ja. Veznega, ne. In samo po potrebi je igral v zadaj, ne. In ko smo se pogovarjali, je rekel,
pa moram ti reči, da mi je zdaj ful dober, ker lahko iz zadnje linije jaz dam tisti pas, ki sem ga bil navajen kot vezni, ne. Centralni branilci se pa ne trenira na isti način in ne iščejo na tak način igro, ne. Tako da je tu tudi pol moment, ne. Ok, se pravi, ti, ko osvajaš, vedno pol zapuščaš, pravš, ne. Osvojiš kadete mladince, greš za člane, osvojiš člane in greš v drug klub. To pomeni, ko greš v Evropo, tudi zamenjal klub, ali kaj? Ne, to ne moram trditi tega. Taka ti je pot. Ok, če še govorimo o Radomljah, ne, Radomlje so zelo rasle, verjetno v obdobju, ko si ti bil v klubu, ker vem, da pač tudi ko sem spremljal iz drugih klubov, ne, ko sem jaz deloval, vsako leto se je nekaj dodajalo, tudi zdaj nazadnje se je pač tudi ta tribuna gradila, pa v obdobju, ko si igral, še tribune ni bilo, ne? A je že bila? Bila je ta lesena manjša. Manjša, ja, zdaj so jo pač orang naredili, ne? Kako si ti, rečemo, doživljal to, da se ves čas nekaj dodaja, da je ves čas nekaj novega? Ali je te bilo to? Ne, v Radomljah se spomnim, da se je skozi nekaj dajal, pa da so bili v bistvu visoki cilji, da se napreduje in z infrastrukturo in s cilji v nogometu. Ne vem, prvo so zamenjali garderobe, pa vse te stvari, lokal se je zraven naredil. Smo imeli tudi zajtrke v lokalu, to je super porihtano v Radomljah. Na koncu je tudi naredil fitness, ampak jaz sem takrat že šel. Ne, ampak vsak let se je nekaj spreminjalo v Radomljah. Ja, ves čas se raste, ne? Ker se načeloma zdaj vidimo, da tudi vsi prvoligaši treningi ob 11, tako kot je tudi v nekem tem našem ritmu, tem cirkadnem ali cirkadiadnem, ne, idealno, zaradi tega, ker takrat najboljš telo tudi odreagira na sam trening. Imate vsi zdaj zajtrke in potem sestanke in video analize. Tu imate isto zajtrk zjutraj, ne? Tukaj smo imeli zajtrke, prakticiramo več, tudi Bravo bar se je zaprl. A je zaradi tega, ali kaj? Ja, no, smo že malo prej zanehali to prakticirati. Ne, v bistvu, ne vem kaj, takrat se je to ukinilo, pa pol takrat naprej nismo imeli. Tako da zaenkrat nimamo še zajtrkov. Ok. Ker večina klubov pa vem, da ima tudi Radomlje, vem, da ko je bil Han še tam, se je prakticiral, ne? Ja, zajtrke takrat, ker se je nov bar naredil, pa smo imeli zajtrke tam skozi. Glede na to, da si, rečemo, bil verjetno vse neka tarča tudi za druge v času, ko si za kadete v mladince v Radomljah igral, si razmišljal, da bi šel v prvo ligo igrati drugam? Pa vse sem imel tudi neke opcije takrat, da bi šel. Ampak ne vem, takrat, ampak sem dost razmišljal naprej, kako pa kaj bo, ne. Vem, da so člani bili v drugi ligi in takrat se mi ni zdelo slabo, če bom igral v drugo ligo, če pridem s članom. Tako da nisem takrat nekaj probaval na silo, da bi menil klub, čeprav smo mi igrali kadetsko pa mladinsko ligo v drugi ligi in čist cool, no. Pa pol, ne vem, ko sem prišel s članom, isto je bil nek preskok, ne. Isto sem se mogel dokazati dobro, da sem prvo začel igrati, pa da sem pol dosti napredoval, ne. Kdo je bil tvoj prvi trener pri članih? Nermin Bašič. Nermin. Ja. Jaz sem tudi me oddajal, ne. Pa je bil pa drobne, ali kaj? Vmes so bili še neke menjave, Mohamed Rogdalič je tudi bil še. Aha, ok. Dave. Ja. Mislim, da pol pa bil že Oskar Drobneja. Kjer je bil do zdaj najbolj divji tam v Radomljah? Vsak je imel svoje. Vsak je imel svoje. Treningi najbolj zahtevne? Oskar. Ne, ampak tudi dobri treningi, so bili zahtevni, ampak tudi dobri. Ne, sej pač, me je zelo zanimivo, z vsemi trenerji imamo pač ta, ne rečemo, tedenski ciklus tudi noter, pa koliko bo kdo, kak so cilji, koliko bi se ne teklo čez teden, ne. Tu smo se tudi predodajali tule, ko pogovarjali, ne, da je Dejan Grabič tu gledal predvsem na količino šprintov čez teden, ne. Rečemo,
vem, da večina jih targetira nekje tam 2,5 do 3-kratnik, kar se bo teklo na tekmi, ne. Drobneje, kar rekel, kar 4. Jaz hočem imeti 4-kratnika, ne, pa to je to, ne. Imeli smo takrat kar zahtevne. Lahko je bila še korona, nam je dal kar težek program, da smo ga izvali. Za doma. Ja. Kaj ga je pa kontroliral? GPS-i, pulzi, ali kaj? Mogo si poslišati, slikati screenshote, koliko si pretekel, pa kje si tekel. Aha, mislim, ste imeli ure gor, ali kaj, ali GPS, ali kaj? Ja, ure, pa da si s telefonom tekel, da ti je zaznaval, ne. Aha. Pa si mogel slikati, pa vsak teden. Pa kaj je bilo. Ampak dobro, hvala Bogu, smo pa hitro začeli trenirati na igrišču. No. Kak je feeling, ko se vidi drugo ligo? Dobar te. To je zdaj 3 leta nazaj. Ja, sej, pravim, ampak kak je feeling, ne, se še spomniš to? Ja, se spomnim, dober. To so bili takrat zelo dobri časi. No. Tudi takrat smo mislili, da so v Renu osvojili drugo ligo. Bila je zelo dobra ekipa. Tudi, smo ugotovili, da smo se srečali, ne? Ja. Ne, bili smo dobra ekipa, tudi bilo je pa proslavljanje je bilo pikane ina. Smo res dobro ga proslavili takrat. To je neka, ne bi rekel, ampak dobra, neka življenjska izkušnja. Da osvojiš drugo ligo, tudi ni slabo, jaz mislim. Zdaj, tako te poslušam, ne, na eni strani se mi zdi, da dosti načrtno določene stvari delaš, na drugi strani pa dosti spoštljivo ne siliš v stvari. Se pravi, da bi želel prehitevati na silo neke stvari v ligu višji ali pa boljši klub ali pa si tako vzgojen ali si ti tak v osnovi? Pa ne, jaz sem v bistvu tak, jaz se v bistvu zavedam, kdaj sem pripravljen narediti korak naprej, isto takrat, ko sem hotel iz Radomelj v bistvu iti, takrat sem si hotel nekega novega izziva, nekaj novega, da preveč sem se v bistvu že, nekako ne rečem, razvadil v Radomljah, ni bilo več to, da sem dajal vedno vse na treningih, pa tako nekako, in sem takrat imel neke zasičenosti in sem rekel, potekla mi je pogodba, sem rekel, jaz moram nekaj novega najdati, da se spet iz nule začne in pol je prišel Bravo in Bravo tebe kontaktiral? Ja. In sem takrat dosti razmišljal, mi je ni bilo lih težko, lahko po 11 letih zapustiti Radomlje, tudi ker smo sploh prišli v prvo ligo, ampak sem rekel, da mislim, da je to veliko boljša odločitev zame, da zamenjam klub, tudi Bravo mi je bil, všeč mi je bilo, kako se mi vse predstavili, pa tudi se mi je zdelo, da je to okolje, kjer se bom dobro počutil. No, se to me zdaj zanima, kaj so ti pa predstavili? A je to še skrivnost poslovna, ali se bomo pogovarjali, ko boš manj šel? Ne, ni skrivnost. A veš, ne vem, se mi zdi vsem, da klub mora imeti jasen cilj, kaj želi, ne, se pravi, če imaš ti, se pravi, če si ti razvoj, ne, mi vsi vemo, ne, da Žale v nekem obdobju so ciljale na to, da bojo prodajale igralce in da se bojo skozi to zagotovile finančno tisto glavnino, ne, in v času, pač vemo, ko je Luka bil, pa ko je bil Simon, pa so imeli zelo veliko tudi ostalih suportov, se takrat je tudi Hans bil v Domžalah, ne, rečemo, so oni ustvarili kar dosti lep finančni zalogaj ker so prodajali, ne vem, mislim, je bilo v 3 letih 20 igralcev prodanih, ne. Se pravi, pač so izpolnili tisti cilj, ki ga imajo. In tudi, ne vem, zdaj, zanima me, a so te predstavili ti boš projekt, v katerega bomo mi pač tudi vlagali, zato, da boš ti naredil korak naprej, mislimo pa zagotovili pač tudi nekaj finančnega za naslednjega, ko bo prišel, za naslednjega Gašperja, ne. Pa ja, je bilo to predstavljeno mi, da pač v bistvu ne, da se moram odločiti, ampak da oni tudi mislijo, da je Bravo pravilen klub zame, da bi se znajdel kle dober, pa veliko napredoval. Pa tudi mislim na koncu, da so pravilno mislili. Da so se dobro odločili. Da so se dobro odločili. Se jaz se dobro odločil, ampak mislim, da sem se odločil za Bravo, ni bila napačna odločitev. Kaj pa je tudi drugače, rečemo, kot je bilo v Radomljah tebi? Pa
Ne vem, kako ne rečem, drugače je bilo, veliko je bila drugačna taktika. Se pravi, ti govoriš o vsebinah na igrišču. Jaz mislim samo o organizaciji kluba prvo, rečemo, če govorimo. Organizacija, mislim, da je tudi v Radomljah bila že na nivoju in tukaj na Bravo je bila na nivoju, so vse stvari porihtane, od fizioterapije do zdravnika klubskega, do opreme. Želi tudi? Lahko. Ne, da so bile vse te stvari porihtane v obeh klubih, tako da klen ne moram govoriti, da je neka velika razlika bila. No. Kar je pa bila razlika na terenu, se jaz mislim. Kaj pa je bila razlika na terenu? Pa ne vem, jaz lahko govorim, kako je bilo takrat, ko sem jaz prišel, ne, kako sem se počutil. Ne. Sploh je bilo, trenerji so me že poznali, ko sem jaz prišel. Jaz sem prišel iz druge lige, si moraš ti v bistvu bolj dokazati svoje igralcev kot trenerje. Trener te v bistvu še najbolj pozna v tem trenutku. Ne. Ker so te spremljali tudi. Ja, tako in v bistvu igralci te pa ne poznajo, ker ne spremljajo toliko druge lige, ne, in v bistvu se moraš ti dokazati tudi svojim igralcem prvo, pa da se naveže nek kontakt s svojimi igralci. V bistvu je to prvo na začetku najtežje. No. Pa se ti je zdelo, da si slabše odreagiral, kot si pričakoval, da boš, ko si pristopil? Si imel več težav pri sebi? Pa ja, lovil sem se malo, sploh prve pol leta sem se lovil in na terenu, in na treningih sem se nekako lovil. No, se jih zahtevalo od mene, ampak sem rabil malo dlje časa, da sem to vse, kako ne rečem, ne dojel. Jaz sem dojel, kaj je načrt, pa kako pa kaj moram, ampak da se nekako sprostiš, pa da najdeš ono samozavest, ki si jo imel že prej, ne. V bistvu je to bolj, da ti najdeš to samozavest, ki si jo veš, da jo imaš, pa veš, da imaš neko kvaliteto, pa da se pol znajdeš, ne. Tako da sem jaz v bistvu bolj se s tem lovil, kakor pa čemerkoli drugim. Jaz osebno, tudi kot trener, ne, reč, da občudujem igralce, ki lahko zamenjajo sredino in takoj funkcionirajo. Ja, jaz tudi mislim, nisem bil še takrat toliko zrel, no, pa nisem, ker sem prvič zamenil tako klub, tudi nisem pričakoval, kako pa kaj bo. No. Zdaj, če bi ga jaz zdaj v tem trenutku menil, sem že dal, mislim, da zdaj čez, vem, da bi čist drugače reagiral, kot sem 3 leta nazaj. No. Ne, ampak vseeno, imamo pač te diskusije, ali trenerji, ali prijatelji, ali kakorkoli, ne. In doskrat je ono, ja, ne vem, da ko je City kupil Grealisha, ne, se pravi, ti daš 100 milijonov za igralca in pol ti celo sezono skoraj sedi, ne, igra druge tekme, ne. In vem tudi, da rečemo Maribor, ko je kupoval, ne, v unih prejšnjih šampionskih letih z Milaničem, ne, je zelo veliko dobrih igralcev prihajali, pa je po celo sezono čakali, v bistvu se trenirali, se navajali na nek način na ritem, zahteve in vse ostalo, da so potem prišli v špil. Se pravi, ti si isto rabo, tako nekje, ali kaj, dobre pol leta, da priješ v špil. Ja, pa da sem nekih pol leta, da sem rečemo, da sem se lovil. No. Si imel kaj pomislekov vmes, da si se slabo odločil? Pa ne, to nisem imel, no. Sicer vedno še spremljaš prej Radomlje, sploh, ker sem imel še takrat veliko dobrih prijateljev tam, ki so igrali, pa si vedno v navezi, pa tako, pa malo kako je tam, pa kako je kle, ampak ne, da sem imel pomisleke, ne, sem takrat kar za to svoje odločitve ostal, da sem se pravilno odločil. Pa si imel suport od trenerskega tima, pa tako. Ja. Ker to ti je po moje zelo pomembno, ne, da te bodrijo. Da ti zaupajo, pa... Kaj si imel pa največji problem? Kaj so te največ kritizirali? Pa takrat jaz mislim, da sem se premalo naprej obračal, sploh, ker sem žogo dobil. To moje vezdi največ težav, ne? Ja, ampak sem hitro to napredoval, sem veliko razmišljal o tem in kako se moram pozicionirati, pa da že vse prej preverjam, kako pa kaj bom reagiral, ko bom dobil žogo, da se vedno probam naprej obračati. No, ne za vsako ceno, ampak je situacija saj malo, da se obrnem naprej. Ne. Ja, ker gol je na drugi strani, ja, ne, je nazaj, ne. Ja, pa kaj, v Radomljah nisi imel toliko teh zahtev? Ali se je manj direktno nogomet igral? Tudi to se mi zdi, ja. Malo manj direkten, pa tudi verjetno druga liga, pa prva liga je tudi nek preskok, ne, to.
Definitivno, ja. Je dejstvo, da si imaš v drugi ligi malo več prostora, kot pa v prvi ligi, ne pa da treba vse hitrejš v prvi ligi, ampak to na hitrost tega se nisem rabo dolg, da sem se navadil. To, da taktično postavitev pa igra naprej, to je pa trajalo, kaj? Ne, taktično sem znal, to mi ni bilo nikoli težko, samo vedno, to sem imel na začetku problem, pa če igra naprej, no, da sem bil res konkreten čez celo tekmo, ne, da je. Se pravim, jaz tudi za Grabiča, ne, on po moje tudi precej bolj direktno igral, ko zdaj igra Arnold, ne. Ja. To pač Je razlika, ja. Moje opažanje, ne. Ja, je razlika. Je pa res ne, da v bistvu po odzeti žogi imaš ti tistih 5 sekund, preden se bo nasprotnik postavil, ne, najlažje pač priješ v pozicijo, ne. Ja. Tako da, koliko pa ti rečemo, zdaj glede na to, da tudi po moje, ko smo se prej že pogovarjali o tej sezoni, ne, v tem prvem delu sezone ste vi verjetno bolj direktno igrali, kot zdaj v drugem delu sezone. Ja, rečemo, da smo res, ja. Ste kaj spremenili v načinu treniranja, se ti zdi? Mislim, da... Ali ste se vi spremenili kot igralci? Pa tudi to ne bi rekel. Jaz mislim, da so se druge ekipe veliko bolj pripravljali na nas, kot so se prvi del. Ne. Jaz mislim, da prvi del so nas vsi malo podcenjevali, noben ni pričakoval, noben ni vedel, kakšen je Bravo, in se v bistvu niso neki toliko pripravljali na nas. Ne. In so vam odpirali, vi ne veste, sam šibali direkt. Smo mi izkoriščali te priložnosti. Pa jaz mislim, da v drugem delu so se oni veliko bolj vse ekipe pripravljale, ne nas vejo, kako bomo igrali, in se nas v bistvu tudi nam dajali, da imamo v bistvu mi več žogov kao oni, ne, in v bistvu to pa mi nismo bili toliko navajeni, ne, in je to. Ampak dobro, se mislim, da smo mi v vseh fazah igre napredovali, in iz nosov žoge, in v pas igri, in v tranziciji. Mislim, da vemo, kdaj v enem trenutku moramo iti hiter naprej, kdaj jo moramo zadržati, zaokrožati. Da mislim, da smo mi v teh fazah igrah veliko napredovali. Zelo samozavestno delujete, ne. Jaz osebno rečemo pač pogrešam, če Arnold ne bo jezne, da je mogoče s kakim igralcem več prihajalo zaključeka, ne, takrat, ko se gre, ne. In to je sigurno tako kritizira, ne. To vidimo mi na analizah vedno, da ponavadi zaspimo, no, da nas zaspi par igralcev, da mora več igralcev priti v kazenski prostor, ne. Velikrat je situacija, ki je na beku, pa sta samo 2 igralca noter, ne, in to veliko delamo na tem. Mislim, da smo to že izboljšali proti Muri veliko, da nas je bilo zdaj skozi veliko v 16 minut. V zadnjem delu tekme, v prvem delu ne toliko. Ampak je me pa zanimivo, ne, a se ti kaj spomniš, koliko golov si dal v kadetski in mladinski ligi? Sezono. Mislim, da sem jih imel pri mladincih 8. Ja, koliko jih imaš danes v prvi slovenski ligi? 5. Hoče reči, da gledal sem, koliko si deval gole, se mi zdi, da sploh zdaj v članih, da zdaj zadnja sezona, da ti je najboljša, tudi kar zniče same ofenzivne igre, ne? Ja. Pa to je bilo že v bistvu z trenerjem Alešom Arnoldom so se že en let pogovarjala, preden se je sezona začela, v kire stvari moram jaz še veliko izboljšati, ne. In tistem takrat vem, da mi je rekel, da moram izboljšati tudi fazo napada, ne, da moram biti bolj ko napadalen, da se ko vzamem žogo, da grem več na zadnjo linijo, da probam prebijati kaj, pa da šutiram, ne. In sem dosti delal, mislim, da na pripravah takrat tudi v fazi napada, no, in mislim, da sem ta del veliko bolj izboljšal na prejšnje 2 sezone. Ti s kakim video analitikom kaj posebej delaš? Vi imate svojega? Ja, mi imamo svoje, ki analiziramo tekme. Nimate video analitika? Ne. Trener sam dela? Ja. Ok. Trenerski štab. Pa na kaj te rečemo najbolj opozarjali? Pa s čim koga ti dajo kot primer, da bi podobno igral kot kak igralec? Ne, to me z nobenemu ne primerjajo neki. Mislim, da ti rečejo, mi bi želeli, da imaš takole gibanje, da priješ takole sem, a veš, tako na tak način. Kaj rečemo z Miho Zajcem, ko smo delali, ne, isto pa če rekel, ne, da on je že zelo hiter z Dejanom Kopasičem delal, ne, kaj je itak tudi video analitik v naši reprezentanci
In je rekel, meni zelo hitro mi je rekel, kot veznemu igralcu, goli se devajo v 16, če hočeš dati gol, moraš biti v 16. Vse ostalo je brez veze. In ko je situacija, da lahko greš v gol, moraš teči v gol, ne moraš teči v kazenski prostor, ker tam se goli devajo. In jaz tudi njegove tekme, ko sem gledal, tudi za reprezentanco se prav vidi, ko je pol situacija, on želi teče noter. In s tem tudi pač normalno več golov se daje. Ja, to sem tudi jaz probal, da se čim večkrat vključujem v 16-metrski prostor, če se da. Sam mi je pa tudi res, da je tudi velikrat udarjam, če jo dobim izvan 16, pa manjkar, ok. Če ti reč, da težijo, statistično, tu je kazenski prostor, izven je 0,001, tu noter, okrog penala je pa 0, enkrat sem dal 2 izvan 16. S tem se to lažiš, ali kaj? Da to lažem se s tem ampak prehajam čim več v boks, ampak zdaj pa tudi ni moja primarna naloga, da jaz zabijam po nekaj golov. Moja primarna pozicija je, da sem jaz defenzivno dober naravnan, pa da stojim dober, če se žoga slučajno zgubi, ali pa tudi vse odvisen, kako je poteka tekma. Če mi vodimo, pa če oni zelo napadajo, ne bom jaz za vsako ceno šel v 16-metrski prostor, pa dal gol. Je veliko bolj pomembno, da jaz držim pozicijo v tistem trenutku. Ker najbolj pomembno je za vezista je tudi to, jaz mislim, da gledaš, kje stojiš, ker se žoga zgubi. Tle meni zelo dober Rodri v njega. Če je že. Ja, sam Rodri vsem prihaja tudi gor, pa zabija. Mi drugačen stil nekaj. To je spet. Samo v tem smislu. Ti si vseeno v poziciji podaljšanega trenerja, podaljšana roka trenerja na terenu, tako da si lahko tudi malo reorganiziraš. Ja. To je isto, ti mi Max Elšnik rekel, meni najboljši vezni igralec verjetno je bil Henderson, zaradi tega, ker on je skozi govoril, ves čas razporejal, in tudi on želi, rečemo, na tak način funkcionirati. Da je že next level, ja. Prosim? Da je že next level Henderson po govorjenju, ampak da je to neki plus, da se to govori. Ja. Sam je pa tudi zanimiv ta del, da ko nekdo neki naredi ali znajde ali kakorkoli, se pravi, je že v naši zavesti, kar pomeni, ti že lahko to začneš delati. Zdaj veš, kako moraš delati. Ja. Zdaj, če je next level, pa moraš si nekaj nogo zmisliti. Ja, to je že tako, ja. Vedno je prostora za napredek v vseh situacijah, jaz mislim. In v odnosu, in na terenu, in vsem. Ok, mi dva smo prvi polčas odigrali. Upam, da te ne matram preveč. Da ne boš pa spet komu rekel. Da, ok, govorim. V redu. Upam, da si dosti sproščen predvsem, da te ne boš pol tako res, ko kjero pršel, pa rekel, ka me matra, pa zdaj bava. Ne bom. Ok. Jaz bi tu šel, se pravi, kako zgleda en tvoj dan ali pa en tedenski ritem, se pravi, verjetno od ponedeljka do petka več ali manj so dosti podoben je ritem dneva. Ali je kaj razlike glede na to, da imate, ne vem, kdaj 2 treninga, da imaš kdaj specifično vsebino, koliko imaš, rečemo, svoje individualne vsebine, tudi če jih imaš, kaj imaš in tako naprej. Pa zdaj teden se ne razlikuje veliko. Zdaj, če imamo na nedeljo tekmo, smo ponavadi vedno ponedeljek frej, pa se pol trenira od torka do sobote. Ponavadi začnemo tudi prvo trening na vigorju, da naredimo trening moči, pa pol takoj na trening na terenu. Kaj to pomeni trening na vigorju? To je naš fitness, ki sodelujemo. Ok. Za ostale, ko ne vejo, če je slučajno kakšna posebna trenažna naprava ali kaj? Ne, je en trener, Matej Hočevar, ki nas ima, odličen trener, ki nam daje vaje, pa nam zelo pomaga. Zdaj to 1 leto prakticiramo in isto je super, če si slučajno poškodovan, da delaš tam treninge. To mislim, da je en velik plus. Koliko pa imate fitness, če lahko tule že kar noter razkoči?
Pa zdaj med sezono imamo enkrat na teden. Se pravi, ta uvajalni trening je. Tako je. Okay. Kaj pa priprave, takrat imamo pa tudi 2-krat. A v torkih vi ne hodite pol na igrišče? Ali imate? Aha, ok, se pravi prvo fitness. Tako je. Opa. No dobro, zdaj ne ima lih tork, odvisen kjer dan. Ok, ja, pač. Tekmo. Se pravi, tekma -1 je prosta, -2 je fitness plus teren. Po tekmi ponovata regeneracija, pa pol drug dan frej. Ja, ok. Tako da... Kako je bilo vprašanje že? Fitness teren. Ja. Ne, po fitnessu pa pol gremo tudi na v bistvu malo uvajalni trening na terenu, ki v bistvu ni še toliko intenzivnosti, bolj je, da se navadimo spet malo na žogo, pa malo aktiviramo noge po tekmi, malo kakšen raztek naredimo, malo ševe, odigramo eno pas vajo, pa... Bolj, da se zbudite, da boste lahko začeli trenirati naslednji dan. Oni igravci, ki pa niso toliko igrali, pa naredijo 5-5 malo igre, ki je tudi super, se mi zdi, no, da se tam tudi dobro naredi trening za one, ki niso toliko igrali, pa bili ni čez vikend. Tebi je ritem spanja, kdaj hodiš spat, vedno enako, ali je odvisno od? Pa gledam vedno, da spim nekih 8 ur. 8 ur, mogoče malo več. Zakaj pa? Pa se mi zdi, da mi to najbolj odgovarja. No, direkt 8 ur, pa tudi mislim, da je to zelo dobro, da se saj 8 ur spi. No. Ok. Pa zjutraj sem jaz dosti aktiven, to takoj, no ne vem. Kdaj se budiš? 7:40. Ok. In potem je ritual, ali kaj? Ja, pol je ritual, da grem vedno na sprehod s psom, ki imam psa in to sem zdaj prakticiral mene 2 leti, pa sem ugotovil, da me je veliko bolj to odgovarja, kakor pa da se zbudim, pa da grem direkt na trening. Ker se enostavno se malo že prej zbudim, pa ne pridem pol zaspan na trening. V bistvu preko unge sprehoda se jaz malo zbudim, pol pa pojem, pa grem lepo počas na trening, pa sem v bistvu že dosti naredil, ker pa lahko se kaj svetuje, kaj je za zajtrk? Dobite kaj navodil ali imaš svoje? Jaz sem odmil ponovati, neko sniče pa sadje, pa to mi najbolj odgovarja. Skoraj vsak dan isto. Za zajtrk, kar se tiče. No. Ok. Na klubu morate biti koliko prej? 1 uro pred treningom imam. 1 uro? Se kaj dogaja že ali je še ono sam druženje? Ja, imamo malo druženja, malo masaža, terapije. Pa če hoče kdo za sebe kaj narediti, gre dol v dvorano, pa se raztegne ali pa naredi. Preventivo delate skupaj ali delate za sebe? Preventivo delamo mi skupaj z Darjanom, kondicijskim trenerjem vedno. Ponovadi delamo mi vedno na terenu pred treningom. Pa imaš še ti kaj svojega pred tem? Ponovadi pred treningom ne koristim toliko, bolj pred tekmo gledam, da naredim to preventivno in založe in za... Ti delaš pa sam takrat, ali kaj? Ja. Aha, ok. Trening se mi zdi, da vedno nas Darjan dobro ogreje, ker vedno delamo preventivo. Mogoče je malo daljše ogrevanje pa to, ampak se mi zdi, da ok. No. Se mi zdi, da na Bravo je zelo malo mišičnih poškodb, moram potrkati. Sprašujem zaradi tega, ker trenerji tudi zelo različno funkcionirajo. To eni imajo radi kontrolo, eni pa če rečejo, trening se začne takrat, preventivo imate možnost, tisto, kar ti odgovarja, ker tudi tam, ko prihajajo iz večjih različnih klubov, se je pokazalo, da največji problem pač so igralci, ki prihajajo iz enega kluba, so navajeni enega sistema ogrevanja, in potem se mora telo navaditi na nov sistem, zaradi tega sprašujem. Ja. Tu par nol ne pusti svobode. Malo šalim se. Vedno to Darjan Klep prevzame vso odgovornost glede ogrevanja, preventive. To ima on čez in je to strikten. Ti že verjetno veš, kaj te čaka, torek, sredo, četrtek, petek, takrat, ko so bolj naporni treningi, kak si ti motiviran za to? Pa mene motivira to, da zmagam tisti trening. V bistvu, ker so te naporni treningi, se ponovadi
ena ekipa proti drugi in meni je največja motivacija to, da zmagam tisto, kar se igra. Kakšne imate kazni ponovadi za poražence? Bolj imamo kazni za zamujanje pa ševo, kaj igramo. No. A tam imate noter? Ja. A tu nimate, ne vem, da kdo pospravlja, kdo kaj voda nosi, pa to nimate? Vodo imajo čez kadeti pa mladinci. No. Ta mladi? Ta mladi, ja. Zanima me, ker različni trenerji imajo različne finte, ne, pa... Ja, pa nam so tudi mlajši zelo dolženi. Ampak, veš, ne vem, da so imeli tudi tako, da se je na začetku tedna delala ekipa, ne, pa poraženci so mogli avte prati, ne, onim ta drugi. Kakšne take finte tudi, ne, tega nimate. Rekticiramo. Vse živo se najde, ne, znotraj tega. Ne. Vsak garderoba ima drugače. Ja, ali pa kopačke, dosti se pučejo, pa ostale stvari. Ne. Se pravi, ko ti, a imate sploh kdaj dvakrat na dan trening? Samo med pripravami. Samo med pripravami, drugače ste bili ves čas na enem. Ja. A ti delaš še kaj dodatno sam? Tudi naredim, ampak zdaj odvisen je, ponovadi delam mene 3 dni pred tekmo, naredim malo trening moči, zdaj imam zgoren del pa spoden del lik toliko, da se aktiviram, ne, zdaj da jaz dvigujem, ne vem kakšne teži, ampak lik toliko, da naredim nekaj zase. To imaš isto s kondicijskem dogovorjeno, ali kaj? Ja. Pač zanima mene. Ne delam vse po svoje. Ja, ker eni imajo tudi svoje pač individualne kondicijske, ne, a veš, ker ti sen, vsaka sezona bi ne bil višji, ne. Ja. To pomeni, da vse, kar boš ti danes delal, se pač sen nalaga, ne, zato pa prijejo v konflikt z glavnim trenerjem, ne, zaradi tega, ali pa z kondicijskim iz kluba, če imaš ti še nekega zunanjega, zato sprašujem. Ne vem, to je v velikih klubih problem, se mi zdi, no, kle pa res dobro to poštiman, da imamo mi to opcijo, da treniramo na Vigorju, no, veš, 5 ponavljanja. In ti pomaga, ti tudi naredi načrt za domov, pa vseeno. Kako pa gledaš ti na fitness? Tako, v grobem. Pa se mi zdi, včasih sem veliko bolj treniral fitness. Zdaj, no. Se mi zdi, pomaga zelo, se mi zdi, ampak zdaj pa, da bi pa sploh na pripravah se mi zdi to najbolj pomembno, da se takrat ta moč naredi. Ampak zdaj med sezono, da se 3-4 na dan, ne 4 na teden v fitnessu trenira, pa jaz osebno ne prakticiram, no, ker že tako imam težke noge v bistvu, pa da jih še pol v bistvu takrat toliko več pumpam, se mi ne zdi dobro. No. To se eni kondicijski se ne strinjajo s tabo, veš. Se vem, pa sej pravim, 3-4 je preveč, ampak 2-3 bi mi bilo pa ok. No. Bi ti bilo ok? Ja. Pa ste se pogovarjali, da boste dvigovali, glede na to, da ste zdaj vsi rekel, da ste prvo sezono šele v fitnessu, če sem prav razumel. Pa ja, pa se dviguje se skozi nasproti. Tle se tudi dela specifične vaje v Vigorju, ni to, da se sam naloži na palco gor pa dela počepe. Se mi zdi, da je skrivnost, da nam lahko eno tako, rečemo, specifično vajo zaupaš. Specifične vaje, to so posebna imena, se ne znam jih točno na pamet. A tudi ne veš, kako se, znaš pa rečemo razložiti, kako se izvedejo. Pa ja, zdaj se me najdu, ne, pa delajo se veliko s kettlebelli, se meni zdi, no, veliko tle je v bistvu kettlebell osnova, se mi zdi, da se dela veliko s počepni Bulgarian squati, pa to s kettlebelli, dosti visoka teža, ampak malo ponovitev pa intenzivno. No. Pa imate verjetno še kakšne naskoke. Ja, pa za eksplozivno se dela veliko, vse je odvisen, kjer dan je v tednu. No, vse. Tako, veš, vse dosti podobno se dela, ne? Ja. Tak, da na koncu ni nekih velikih skrivnosti. Zanima me sam pač, kakšne so različne, koliko se dozira, no, čistko, ne? Se pravi, kolikrat tedensko, kakve vse vsebine in tako naprej, ne? Ker, se pravi, določeni igralci, ko se navadijo, predvsem tujini, ne? Da je to praktično vsak dan
fitness, ne? Ker v tujini pa je, Ja, se to razumem, ja. gre vse v to smer, pomeni tudi, če ti razmišljaš o tujini, ne? Ja, to bi se z veseljem navadil. To bi bil še najmanjši problem. Ja, ker rečemo, konkretno vem, da je Lara Brašnikar je razlagala, ko je šla pač v Nemčijo igrati, ne, da če ne bi prej sama doma, ne, vprašanje, če bi preživela gor, ne. Da isto rečemo, vem, da Popovič, ne, Denis, kapetan prvakov, rekel, je šel isto na Poljsko, ga imaš posnetega, če si boš cajt vzel, ne, pa je rekel, s njim je rekel, da jaz delam v fitnessu, ne, sam pol 3 dni ni hodil, ne. Veš, ker je rekel, on kondicijski, je rekel, me je pogledal tako malo strani, rekel, ok, če si delal pol, ajde, rekel, sam pol 3 dni nisem hodil, je rekel, sadnici sem izlegal, ne, pač te bomo postopno, bomo najdli tisto, kar te paše, ampak vseeno, ne, tako, v tem stilu. Ja, se vem, sam jaz mislim, da kle nabral, to imamo že nekaj predpripravo, no. Da bi se to dal, če gre kdo na višji nivo, da bi se dal to hitro navaditi. Ok. Reč mi, kje še ti vidiš sebe, rečemo, da moraš največ nadgraditi ali pa kje iščeš zadeve, da bi še nadgrajeval. Psihologa nimaš, razen kar delate z misijo, delaš kaj? Ja, z misijo ne delam jaz. Ne, da nočem delati, ampak nisva nekaj v kontakt prišla, pa da bi se delovala. Ampak on je šel v klubu to, ne? Ja. Ne vem, nekako... Bom jaz Robijo rekel, ne te priče. Nisem niti toliko razmišljal o tem, če po resnici povem, no. Ja. Je pa vem, da je par falem to prakticiralo, zdaj pa eni so bili zadovoljni, eni niso bili zadovoljni. Ja. Vedno so različne. Ja, različna mnenja so vedno, ja. Ok, kako je pa tvoje mnenje? Glede na to, da še nisi probal. Težko dam mnenje, ker ne vem, kako bi bilo, če bi to da je delo, ali ne. Sam, vem pa, kaj so delali par igralci, pa ne vem, če bi mi toliko spremenil pogled na vse. Si že dosti stabilen, pa dosti samozavesten. Se mi zdi, da Jan. V terenu to kažeš, tako da to je ok, ne. Ampak kaj so pa rečemo druge zadeve? Video analitika te zanima, statistika te zanima, ne vem, GPS-i, smo se prej pogovarjala, te zanimajo, ampak imate pač malo specifičen režim, kar se tiče, da se ne obremenjuje verjetno glava preveč, ok. Ja, da ne rabimo tudi mi vsega vedeti, kar se nas ne tiče, no, mi samo izvajati na terenu vse taktično dober, pa tiske nam trener da, no. Ampak je pa vedno zanimivo pogledati tudi take stvari, malo statistike, pa kako si imel, pa koliko si imel pasov, pa kako si falil, pa kaj. Se mi zdi, da tudi osebna analiza ni slabo, no, da pogledaš, ali pa tudi po tekmi, v bistvu, ko imaš cel film tekme v glavi, da samo v bistvu ugotoviš, kje pa kaj bi mogel boljše, no, da se tudi politika se gleda analiza, da v bistvu ti že veš, kje si naredil napako, ne. Da ti reče trener, jakle bi mogel iz njemu jeti v kazanski prostor, ti veš že na tekmi, da si zamudil in ti tudi dobro, da ti pokaže pa na videu, da si ti tam zamudil, pa da tam moraš biti, ne. Če tekmo, ko ti odigraš, sploh te večerne, rečemo, ne vem, da se igrajo ob 8 zvečer, da greš spat, da zaspiš. Pozdan, jaz po tekmah imam zelo problem, da zaspim, no. Polno adrenalina še. Ja, polno adrenalina. Kjere ure so? Lahko ob 3, si že konc, si že tam, da lahko zaspiš. 3, ja. To vsi, mislim, se pravim, samo ena punca mi je rekla do zdaj, da če je večerna tekma, nimam problema, ob 11 se vležem, spim in to je to. Tudi ob 6, pol 6, moram pred polnočjo, da bi zaspal, ni šans. Kaj pa delaš pa v tem obdobju? Greš tekmo gledati, tako je še enkrat, ali kaj? V bistvu bolj ležim na kavču, pa nekako probam, da bi zaspan bil, ampak ne gre, ne. Ne, pa greš daj gledati tekmo. Grem tudi da, ja. Ja. Kaj sploh one situacije, ko so ti bile, ko se nisi s sodnikom strinjal, ali kaj tajega, ali kaj? Ne, to ne gledam, to niso tako pomembne stvari, ampak ne, gledam tudi, kako pa kaj smo igrali, pa če smo bili dobri, pa tudi sebe normalno, ko gledaš tekmo, da gledaš največ sebe, ne, kako si postavljen, pa če si dobro reagiral, pa mislim, da je to najbolj kar gledaš. Rečemo zdaj konkretno, ne, zdaj
sama ta taktična usmerjenost igralca gre zelo v smer tudi, ne, kako stojiš na igrišču. Ne. Kam je obrnjeno telo, ko ti sprejemaš, kam je trend, se pravi, da boš lahko naprej igral. Koliko pa rečemo ti doživljaš ali pa sam sebe lahko analiziraš pa usmerjaš za naslednji trening ali pa za naslednjo tekmo. A ti razmišljaš, rečemo, konkretno, ne vem, na tej tekmi sem slabo imel postavljeno pozicijo za to, da bi lahko sprejel žogo naprej, pa imate pa, ne vem, neko dinamično tehniko, vem, da vi imate zelo malo teh suhih dinamičnih tehnik, da imate vse že v nekih polpasivnih ali pa pasivnih obrambnih igralcih, ne. Ja. Glede na to, da sem tudi predstavitev Arnola gledal, ne parkrat. A ti potem tudi prenašaš ta del zavestno v trening, da že razmišljaš, kako se boš korigiral? Ali čakaš, da to trener? Malo bližji mikrofon obrit. Ja, mislim, da zdaj moraš to že na treningu gledati, kako pa kaj si jo sprejmaš, no pa vedno napačno na ta pravo nogo, da si jo sprejmeš, pa da na ta pravo nogo podajaš. No, to se mi zdi na treningu, da se mora gledati, no, če se vezi. Pa se ti zdi, rečemo zdaj v zadnjih 2 sezonah, da si precej bolj pozoren na te stvari, kot si bil prej? Pa bil sem prej pozoren tudi na to, ampak sem pa zdaj še veliko bolj, je pa tudi res, da sem veliko bolj samozavesten pa vse, ne pa ker si samozavesten, se mi zdi, da je vse lažje. In na terenu in vse. Glava je bolj čista po tekmi in vse. Bolj čista, kaj to pomeni? Ja, nisi neki nervozen, pa to, pa veš, da si roke odigral, no. Ne odlično, ampak veš pa, kje so bile napake, pa kaj si dober naredil, ne. Da veš, kje imaš možnost nadgrajevanja. Tako je, jaz recimo za osebno, da sem prvo let nad svojimi igrami, nisem bil najbolj, ampak vedel sem pa, da lahko vedno veliko boljšo, ne, in sem k tej poti strmel, ne, da bi rad čim boljši, ne, in tudi na prvi ligi, da bi pokazal nekaj. Jaz sem vedno verjel v sebe, da lahko pokažem nekaj. Ker zanima me, ko sem ti že prej rekel, zavej, kje ti vidiš, rečemo, da bi sebe lahko najbolj, ali s kom bi misliš, da sebe lahko najbolj razvil, zato da bi se lahko pripravil še, rečemo, za nivo više. Glede na to, da vsako leto pač ugotavljam, zdaj lahko rečem, da si boljši, da si bolj konkreten, da si bolj natančen, da si bolj samozavesten. Sam, če gledaš, rečemo, sebe v primerjavi z igralci, top 5 lige, kje ti misliš, da si pa, rečemo, bi mogel več narediti? A je to pač sama kondicijska priprava ali specifike znotraj kondicijske priprave, a je to taktika, je še to vedno tehnika, je to, ne vem, karkoli drugega? Mislim, da razlika je v tem, da je v drugih klubih tudi višja intenziteta in da vse hitreje poteka, pa mislim, da so tam vezisti zelo, saj Bayern Leverkusen sem letos dosti pogledal, ker so dobri. Vezista sem meni tam zelo zanimiv postavljen, da sta skozi skupaj v isti liniji, on višji, malo nižji in sta si skozi v bistvu na dobri razdalji, če je kdo v frki, da si pomagata, ampak jaz si mislim, se mi zdi, da je taktika ful, in razumevanje vse ideje igre in vsega. In v bistvu, ker si ti dobro postavljen na igrišču, se mi zdi, da tudi kondicija veliko bolj ne rabaš, pač rabaš seveda, ampak da se veliko manj trošiš, kakor drugačno. Če nisi taktično dobro postavljen, pa če so velike razdalje med linijami. Če nam je zanimivo, ko si zdaj rekel glih za Bayern, se mi zdi, da vezna zelo veliko tečeta, pa ne toliko v šprintu, ampak sta pa skozi v teku. Ja, na tak način. Drugo je pa tudi, da te razdalje jih je Xavi res uspel spraviti na neke minimume, ker oni, ko napadajo gor na sprotni polovici, sta centralna branilca, sta 30 metrov od nasprotnikovega gola, se pravi, to je zdaj 70 metrov od svojega gola. Ne, da je to
je zelo pomembna postavitev, no. Pa tudi tle valjda trening ne najbolj prinese. Kdaj je igrati s hrbtom, pa kdaj je igrati naprej. Tako je. Ker ima tudi ta občutek, ne, to smo tudi imeli zdaj diskusijo, letos se ne parkati, ne, ta občutek, kdaj se obračati, pa igrati naprej, ampak je pol tudi sprememba ritma, je pa strašno, ne, in tam pa moraš pol teč gor, ne. Ne, se vem, tako sem, ne, valjda greš pol takoj. A tudi mislim, da zdaj sem gledal proti Romi, ki je dal 8 gol. Ne vem, ki ga je dal izvan 16, ne. Vsi, obadva je zista veliko prihajata v priložnosti. Ampak se to mi zdi, da oni res eno dobro kontrolo delajo v zadnji tretjini, da jih veliko igralcev pride gor. Z velikim številom, ja. Sam to je tudi zdaj trend v bistvu vseh teh dobrih ekip, ne. Ja. Kar pomeni, kje boš mogel zdaj več narediti? Še enkrat, da ponovim vprašanje. Na kondiciji, taktiki, kje misliš, da se boš mogel najbolj pripravljati? Ne. A misliš, da je lahko to notranji motiv dosti velik, da boš ti vsakič sebe silil v neko hitrost igre, ali mora biti tudi zunanji motiv, se pravi, da je zunanji pritisk toliko velik, ne? Ne, se mi zdi, da najbolj moram to narediti, kdaj se dvigne tempo, pa kdaj moram jaz v 16-metrski prostor prihajati, ne, da probam čim večkrat, ne, da sem čim večkrat bliz 16-metrskega prostora, se mi zdi, da je lahko še veliko napredujem. Ok. Se pravi, te osebne stvari zaenkrat, kar se tiče analitikov, kondicijskih, tega pa meniš, da ne rabiš? Ne, valjda, da rabim, vedno se da napredovati, ne, vsaka stvar mislim, da bi tle pripomogla dosti stvari, ne. Pa, rečemo, zdaj tem tako vprašam, ne, kdaj si ti se odločil, ok, jaz sem profesionalni nogometaš, pri katerih letih? Pa jaz sem že vedno od kadetov, mladincev hotel biti to, no. Zdaj pa, da sem res zagrabil je bilo pa pri 19 letih. Da si skočil v to noter? Ja. Ok. Kdaj misliš, da boš skočil v to, da boš rekel, ok, jaz rabim še nekaj ljudi, ki so strokovnjaki na področju zdravja, bojo še dvignali na višji nivo? Boče zdaj, ja, ne? Ne, je pa tudi to vse odvisno od kluba, ne, če ima to videoanalitika na voljo, pa ne. No, psihologa imamo na voljo, ampak ga izkorišča tistega, ki ga hoče, rekel. Ja, ok. Nekaj, zanima me tudi iz vidika, pravim, ko se pogovarjam, ne vem, prej sem rekel Biol pa Zajec, ne, ona da ves čas še išče ta dodatne ljudi, ki, se pravi, a je to analiza, a je to kondicija, a je to, me razumeš, se pravi, da iščejo nove informacije za to, da jih dviguje. Jaz sem se doskrat tudi spraševal, ne vem, zakaj bi igralec, ki je številka 1 v tenisu, menjal trenerja vsake 2-3 leta, ne. Ja. Veš, pa jih menjuje ravno zaradi tega, da prihajajo nove informacije, ne, zato da sam sebe nadgrajuje, ne. Ja, ne, pa se jaz mislim, da se v vsaki stvari se da napredovati, ne, se tudi jaz lahko še vedno v vsaki stvari veliko bolj napredujem, ne. Ok, eno vprašanje, ne vem, koliko si poslušal goste, ko sem jih jaz imel igralce, koliko se ti pripravljaš na tujino? Pa da se pripravljam, jaz v bistvu, zdaj, da se jaz obremenjujem s tujino, ne bom rekel, da mi je to nekaj ampak če bo pa kdaj prišla priložnost, da bom imel opcijo, da grem v tujino, bom pa zagrabil z vsemi rokami. Se že zdaj zagrabam, ampak mislim, da pride ena taka lepa priložnost, da jo moraš v tistem času izkoristiti. No. Ok, ampak če te zdaj jaz vprašam, da zdaj dobiš ti ponudbo, ne vem, da ima tako, da ne bo iz Švice. Ne, ok. Kak bi bil tvoj protokol? Kaj vse bi te zanimalo, preden greš tja, preden rečeš ok? Ali ti je samo važno, da je tujina, da je, ne vem, Pa da je denar. da je 8 jurjev ali pa 10 jurjev plače, pa gremo? Ne, ni mi to važno. Meni je važno dosti faktorjev še zraven, kjero mesto bi šel, pa če bi lahko s sabo vzel ali pa karkoli. Ampak bi pogledal vse stvari in vizijo kluba in kako imajo oni, kako bi gledali name,
da ne bi bil jaz tam sam nek trening igralec, pa da bi se mi po enem letu hitro pozabil, ampak dobro, to je tudi sklep problem, ne problem, v bistvu je to odvisno vse od tebe, kako se znajdeš, kako se ti dokažeš v tujini, jaz mislim, da je to najbolj pomemben, kaj ti daš od sebe. Sprašujem zaradi tega, ker zelo veliko igralcev, ko si je šlo v tujino, se v prvem prestopu ni pozanimalo nič, ne o jeziku, ne o kulturi, ne o, ker ti lahko greš v Švico, pa lahko si v italijanskem delu, lahko si pa v nemškem. A veš, rečemo. Ne, take stvari bi si definitivno pogledal. Ne, ker se doskrat se pa žal zgodi to v fuzbalu, da je to 5 ur imamo časa, da podpišemo, Ja. Ko je on zadnji dan neprestopnega roka, do polnoči moramo zrihtati. Tole se nam je odprlo. Kaj bi pa v takem primeru naredil pol? Težko reči, kaj ne se v taki situaciji še. Se mi zdi, da mi, ko se pogovarjamo isto, igralci rečemo, morate medijsko nastopati, slej ali prej, pa koliko si imel vaje za medijsko nastopanje? Nič, a veš, in rečemo igralci, ko poskrbijo za to, se pravi klubi, ko poskrbijo za medijsko nastopanje, jim je potem lažje. Se pravi, ker normalno, če se ti 3-4 posnameš, se pravi, imaš virtualen, se pravi, intervju, te potem en coach ti reče, roke tako, pazi, počaki, razmisli, naredi, a veš, tako, v tem stilu, vse je del treninga, In tudi, ko se ti pripravljaš, zato jaz sprašujem, mene prav zanimivo mi je, da marsikdo reče, meni je vse en, sam da grem, Veš, pa mi reče Bezjak, ko je šel v Ludogorec, trening center top, samo vse ostalo pa si pa skoraj v zaporu, da grde rečeš, pa si ligo prvako igral, Ne bi se zaletal v neki nasilo, saj jaz mislim, da tudi že do zdaj se nisem neki zaletal. Pa kaj bi bil smiseln naslednji korak za tebe? Kjera liga bi bila dobra? To je veliko ljudi vprašam, ampak na tako vprašanje ne znam odgovoriti. Težko bi rekel, kaj bi odgovarjal. Mislim, če bi te zdaj vprašal, če se ti ponudi, karikiram, prva Bundesliga pa prva nizozemska liga, kaj bi raje vzel? To bi še ostale stvari mislim, pa pogledal nekako, kaj bi bilo. Ampak bi verjetno Bundesligo vzel, Zdaj bi mi odgovarjalo, ne vem, ampak bi se pa potrudil, da bi se znajdel. Če kaj pa ti misliš, kjera liga, rečemo, bi bila po moje za tvoj stil igranja dobra? A Liga 5? Lahko kjerkoli. Slovensko že vladaš? Mal. Ne vem. Drugače še to zanimivo vprašanje, sem doskrat ta vprašanje razmišljal, kje pa kaj, da se moj stil igre, kjeri ligi bi se najbolj znajdel. Nikoli nisem prišel do nekega odgovora, da bi rekel. To se tudi jaz osebno sprašujem, glede na to, kak stil imamo mi Slovenci, v ligi. Kam bi se bolj usmerjal. Sam pa spet ugotoviš, da ste igralci zelo različni glede, eni uživate bolj v duelu, eni uživate bolj v pasi igre, eni uživate v teku, a me veš, kaj hočem reči. In da potem, ko gledaš pa lige, so pa lige, pač nemška liga je gor, dol, Španska liga je veliko pač posesti, veliko je zato sprašujem, Mislim, da duel igra pa visoka intenziteta bi mi kar odgovarjala. To je italijanska liga pa. Rečemo. Se mi zdi, da se naši igralci zelo dobro znajdejo v italijanski ligi, ker smo dosti disciplinirani, to, kar oni pričakujejo od igralca, dosti učljivi smo tudi, Imajo pa še vedno ta tempo, pa zdaj zadnje leta ga kar dvigujejo. Je bolj gledljiva, ko je bila par let nazaj, Imamo enega fena. Italijanske lige? Matija Orban. In cele lige? Cele lige, on bo gledal Empoli, Monza, če treba. Res, kaj? Pa zakaj pa?
Kaj mu je to všeč? Ja, ne vem, všeč mu je Italija, mislim, da bi rekel v Italiji igral. Aha, tako da proučuje vse ekipe in da ko se mu odpre opcija, da lahko tja pride in da... Ne, malo se heca, ampak ja. Se pa kaj pogovarja s temi, ko so v tujini igralci, kako funkcionirajo, pa na kaj se jim kaj zgodi, rečemo tako nepredvidljivega. Pa z dostimi igralci sem govoril, pa so rekli, da je zdaj kvaliteta igralcev ful boljša, kot v Sloveniji ni, ne, samo da se pa veliko bolj trenira, da je veliko več fitnesa, kot smo že prej pogovarjali, veliko več fitnesa, pa veliko več treningov na dan, ne. Da je to velika razlika, ni pa, da je to velika razlika v kvaliteti slovenske lige. Ja, pa, kaj ti misliš, kje pa pol oni rečemo zdržijo lahko toliko več treningov, če se mi pogovarjamo, da je pri nas naporno, pa da, a misliš, da je pol support še vseeno pomemben, da smo se tudi že pogovarjali, rečemo, ko smo oddajo pripravljali, jaz sem rekel, kak imaš kje mnenje o kriokomori, pa si se mi smel, ne vem, kam lahko gremo v kriokomora, ne, mi imamo pač čebre, ne. Ampak tudi to je kriokomora, ne. Ja, ne, jaz, če gledamo mi igralce, ki so šli iz Bravota, mislim, da se vsak v svojem klubu zelo dobro znajde, tako da jaz mislim, da Bravo zelo dobro dela z igralci, da jih pripravlja na korak naprej. No. Pa jim tudi svetuje, katere sredine, ali to ne? To je težko svetovati, to je v bistvu dosti od igralca odvisno. Moment, ko je. Ja. A skrama rečem, kaj, ko komuniciraš zdaj, ko je gor v Rusiji? Ja, se slišal sem pa tja, imamo čestitem, kada kakšen gol, pa tako pa sem pa tja, kakšno rečejo. In koliko je njemu bil, rečemo, preskok gor, ker on pa vem, da je imel individualno poskrbel za to, da se je pripravil za tujino. Ja, lih on mi je takrat rekel, da je to razlika, ne. Da je kvaliteta ni spet toliko višja. Mogoče zdaj zaradi te situacije, da je toliko tujcev ni več v Rusiji, ne. Da je bolj to, da se trenira močno, pa da... Rusi so ekstremi, ne. Ja, to je tudi. Rusi, Poljaki so ekstremi, to vsi pravijo, ko so, rečemo, dali več lik čez, ne. Sploh pripeljalno obdobje, verjetno ti je povedal, da so lepa, ne. Ja, da so simpatični. Tekaško in vseh ostalih smereh. Ker če ti priješ na nivo, to tudi pač sprašujem, ne, ker ti, ko priješ na nivo više, ne, ti potrebuješ ponovadi pol leta, da se telo privadi novega ritma, ne, kar pomeni, bo tvoja forma šla verjetno navzdol, ne. Zato sprašujem tudi, ne, ali razmišljaš, na kak način se pripraviti potem za samo tujino, da boš pripravljen, ko boš tam. Ker ta te noben ne bo čakal. Rekel, da nisem pripravljen. A si pripravljen, okej. Ne, ampak ja, nik bolj bi se pripravljal, pa ne, ampak jaz mislim, da sem že zdaj zelo dobro pripravljen, in fizično, in dosti sem, ne vem, psihično sem isto dosti napredoval, se mi zdi v zadnjih letih, da gledam vse situacije malo drugačno. Ja, glede na to, da se veseliš Evrope, pa se vidi, da si stabilen. No, pretiravamo se naše doče. Ne, govorim, da se veseliš, da bi igral Evropo. Ja, je to zelo pomembno. Da bi za Bravo bil res en velik uspeh, ne. Kako imaš pa ti pripravo na tekmo? Imaš kaj poseben protokol na ta dan? Prvo, da se dobro naspim, ne, pa da pojem zajtrk, pol v bistvu ponovadi se grem malo zvalčkat, pa malo raztegant. To je nekje 10-15 minut. To zjutraj? Ja, nič takaj tadga. Ponovadi malo počijem, pa pol kosilo, 4 ure pred tekmo. Pa počas na zbor, ne. Imamo 1:45, da smo naprej na zboru, tako da prihajam. To govori za domače tekme? Za domače tekme, ja, tako. Okay. Nič kaj tašnega posebenega, da bi... Iz prehoda po zelenici, obveznega? Ne, tega nimam. Nimaš? Ne, edin, če sem v gosteh. Aha, takrat si greš pogledat. Ja. Če se v kje džombe, da ti ne žoga ne oskakala po sredini, ali kaj? Žak je dober, igrišče je.
problem. Okay. Odličen je Žag zadnje leta sploh. Kaj pa potem garderoba? Imaš komunikacijo z igralci, a si rajš sam, narediš kako raztezanje, še kaj dodatno pred tem, kakva vizualizacija? Zdaj kontakt z igralci normalno, da imam, ne. Zdaj pa nimam tašnega, kar drugače bi imel na treningu, ne. Pa da sem v svojemu fokusu, se mi zdi, no. Pa zdaj me Pečo gleda pred tekmo z Muro, jaz sem bil v fokusu in meni se Pečo smeje, ne, na pozitiven način, ne. Kaj to pomeni, si bil v fokusu? Ja, bil sem z glavo pri stvari, če lahko rečem. Hotel sem zmagati to tekmo, ne, si smo jo vsi hoteli, ne, sam sem nekako si malo vizualiziram, kako pa kaj bi lahko potekalo. Uporabljaš to večkrat, vizualizacijo? Pa ja, da, mogoče malo gledam, kako pa kaj bom postavljen na igrišču. Pa delaš to sam pred tekmami ali delaš to tudi drugače? Pred treningi je verjetno bolj malo, doma pa, ali kaj? Ja, na tak način, ja. Mislim, prav namensko to počneš? Pride kdaj spontano, če ti tako rečem. Se ti zdi to dober ali? Pa ne zdi se mi to slaba stvar, no, jaz mislim, da se veliko športnikov to vizualizira. Zdaj, da bom jaz rekel, da to delam vsak dan pa skozi, ne, in to moram priznati, ne, da nisem reden v tem, ampak kdaj pa si predstavljam kakšno stvar, kako pa kaj bi lahko potekalo. Kdaj pa pol začneš ti, rečemo, z ogrevanjem? To je takrat, ko ekipa ali že kaj sam narediš? Si še enkrat na valčku gor pa tlo? Ja, mečkan. Ja. 10-15 minut isto, da se malo aktiviram, pa skupaj na ogrevanje z ekipo. Glasba te spodbuja ali te je vseeno? V bistvu mi je vseeno, to ni tak, da bi rabiti glasbo. Ko eni ne morejo brez nje, zato smo bili navajeni, da smo bili brez, ne. Ja, je zahteval brez ali kaj? Pred tekmo? Še zdaj, ne. Pred tekmo ali kaj? Ja. Tudi slušalke nisi smel imeti ali kaj? Mislim, da ne. Ne gre. Kaj, tu imate pa zdaj zvočnik, pa gre? Ne, se tu ima vsak trener drugače, ne. Ja. Pa tudi ni se mi slaba zdela una stvar, da smo bili mi v komunikaciji. Ja. Veš, to je zdaj ono, vse velike ekipe imajo okrogle sobe domače, ne. Gostujoči imajo pa 4 glate, pa pregrado po možnosti vmes. Zato, da se čim manj komunicira, pa čim manj. Ja, res je, ne. Mislim, v teh psiholoških momentih, kakih se ekipa gradi, ne, ali pa posameznik kaj potrebuje, pa to je meni zelo zanimivo, ne. Pravim, ko, ne vem, en igralci isto razlago, jaz ne vem zakaj, ne, ampak vedno dam levo nogavico prvo gor, ne, veš. Pač to mi je ritual in to mi je ostalo in tak sem, ne. Je to mogoče na tekmo, ko se začne, da prej pride na zelenico, stopam, da z desno grem na to gledam. Imaš to? Ja. Pa ne na črto? Ne, gledam, da stopam zdaj. Ok. Povej mi še, ko se tekma začne, a si že zdaj, rečemo, na vse skupaj toliko v rutini, da zgine takoj ona trema, tekmovalna, pozitivna, ali še rabiš kako minuto, da priješ v 2-3 kontakte žogo? Pa ne, zdaj mislim, da sem že dosti bolj navajen, kot sem bil na začetku, no, da setko, ko sem rekel, play, samozavest najbolj pomembna, ne. Da ti zaupaš vase v ekipo. Čuj, kaj ti pa trak pomeni? Osebno? Osebno mi veliko pomeni, ne bom tle lagal. Ne pomeni, mi je dober biti kapetan. V bistvu sem bil že in kadetih in mladincih, takrat kapetan in sem se vedno nekaj dobro znajdel v tej vlogi. No. Da mlajše za ušesa vlečeš, ali kaj? Ne, se tudi moraš svojega se prašati, ampak ja, se jaz priznam, jaz sem težek na trenutke zelo, no. Sploh na igrišču. Izven igrišča sem jaz čist drugačna oseba, kot na igrišču. Ja, vse to je normalno, ta prav tekmovalc ne hoče pač zmagovati, ne, v bistvu, jaz te rečem, ta prav zmagovalc hoče zmagovalc, ne, on ko tekmuje, sam tekmuje, ne, pač je sam, da je na igrišču gor. Tako da ti si zmagovalc pol. Jaz sebe imam, ja, saj tako razmišljam, ne, sam je pa dejstvo, da vedno se ne da zmagati. Si bil presenečen, ko so ti dali trak? Pa
Pa nisem ga pričakoval, takrat se mi zdi. Mislim, ne vem, kako je bilo to, bilo prijateljsko tekmo, en let nazaj, mislim, da je rekel trener, na trdo ti boš kapetan. Bliže na ogrevanju, kaj mislim, kaj je bilo to. Tu trener določa kapetana. Ja. Ne zbira ekipa. Ne, trener kle določa. Se ti zdi to boljše ali se ti zdi to slabše? Pa sej, tudi se mi zdi, da je trener dosto ve, kako pa kaj poteka in garderoba in vse in kako gledajo igralci na koga, ne. Se mi zdi, da tudi trener ve, kdo je najbolj primeren. Sicer verjetno bi bil Jakša, če ne bi takrat šel za nekaj časa, pa se je pa vračal, ampak ja. Sem jaz takrat dobil to vlogo. No. Pa se, mislim, koliko imate, da dobro formuliram vprašanje, ko daš trak in stopiš, rečemo pač prvi iz tunela ven na igrišče in tako, ti čutiš, da je to razlika, da nisi sam igralec in da imaš tudi neko drugo odgovornost potem do soigralcev, do kluba, do navijačev in tako naprej. Pa ja, zdaj, da bi rekel, da je to neko breme ali pa karkoli ne, ampak je pa nekaj dobrega. Mislim, razumem ta ponos, da ga imaš, ampak a čutiš tudi odgovornost na drugi strani? Ja, normalno, se to mislim, da je kapetanski trak prinese tudi neko odgovornost. Kaj smo se pogovarjali, zdaj si imel ravno na tekmi z Olimpijo, si imel pač situacijo, ne, kjer sta se pobliže srečala z nasprotnikovim vratarjem, ne, ki je pa padel malo neugodno. Ne. Ja, to je bila neprijetna situacija, se spomnim. Nisem imel takrat niti malo slabe namere ali pa karkoli, da bi jaz Mateoža Vidoška poškodoval ali pa karkoli. Jaz sem takrat šel na uno žogo, Mateož je padel čez mene. Pač to je situacija, ko se zgodi. Ja, zelo zoprna situacija, ni pa, da sem jaz karkoli imel namena, da bi jaz takrat Vidoška poškodoval, pa karkoli to niti malo. Me pa je takrat dosti dotakla ta situacija, ker sem videl, da je padel takrat v nezavest, me je malo parirano in sem se mu tudi pol kasneje samo napisal, če je ok, pa upravičil. Malo slabe namere. Ampak ja, hvala Bogu, on bil takrat pol čez en teden že pripravljen na derbiju, pa so zmagali. Pa so zmagali, pa si se malo dahnil, kaj? Pa je bilo malo boljše. Ne, ampak sej sam jaz sem hotel vedeti, da je on takrat ok, pa da ve, da nisem imel niti malo slabe namere, no, da bi ga hotel poškodovati ali pa karkoli. Koliko imaš pa pola, rečemo, obveznosti kot kapetan tudi do mlajših selekcij? Imate to, kaj je urejeno v klubu? Da, kdaj greš na kak trening ali na kako tekmo, kakšne intervjuje? To nimamo, tukaj teh stvari, no. Se mi zdi, da to ni klenes. Lahko bi pa bilo, kaj? Ja, ne vem. Predlagal. Lahko razmišljal v tej smeri, no. Ali pa, da bi klub razmišljal v tej smeri. Pa imate vi, rečemo, vse znotraj, kaj je dogovorjeno, da starejši igralci skrbite in pomagate mlajšim. To imate kaj navodil strani trenerja tudi ali ne? Pa ne, pa se to mislim, da je tudi hierarhija taka, da starejši pomagajo mlajšima, ne, če je dokaj rab, pa vse ne. Če se mora pomagati, ali pa če rab dokaj še na svet, ali pa sploh ne, zdaj smo Viktor Gidado, ki je prišel iz Nigerije, zelo dober dečko, ampak je tudi rabil neki pomoč, pa so mu mi dosti pomagali in kako na terenu in vse, ne, da se najde tukaj čim boljš, kar se je dal. Ok. Midva sva tekmo odigrala, ne, tako da jaz tem tule same ene 2-3 vprašanja bom še imel čisto na kratko. Glede na to, da rečemo, moje osebno mnenje je, da zelo starši vplivajo na razvoj tudi otroka. Ne. In zdaj, rečemo, v tvoji začetki smo ugotovili, da niso bili v nekem prvoligaškem klubu. Kako so starši, rečemo, reagirali, ko si se ti odločil za nogomet, ali te je kdo pelal na nogomet, ker to te niti nisem vprašal? Ne, to jaz se spomnim, kako je bilo, mislim, da sem bil drug razred. Da je en prišel v osnovno šolo, smo lih sedeli v klopeh, pa je prinesel en, da iščejo igralce za klub. In jaz sem takrat domov prišel, pa rekel, hočem to. In pa se takrat se vse začenajo. Niso pa tudi neki starši, da bi rekli, ne, to.
skozi spustili, da. Kak si imel pa spodbudo, kdo doma je igral nogomet? Ja, ti ga je malo, sam ne pa nič kaj resnega. No. Ne na takem nivoju. Ja, tako. Okay. Kako so pa te rečemo ti devali ta support od zadaj, na kak način ste imeli komunikacijo? Pa ja, oni zdaj niso meni nikoli pametovali o fuzbalu, ker da ne vem, da bi prišel ati ali pa mami gledati tekmo pa rekla to pa to slabo si. Se to, tega ni bilo. Ne rabta mi pametovati ene stvari, če v bistvu se ne spoznata tako dobro, ampak je pa lepo, da me vedno podpirata. No. Je pa tudi klele bilo veliko, ki mi je dedi dosti pomagal, če ne bi bilo dedija, nekdo bi me na treningu vozil takrat, kad sem bil. To je bil glavni problem. Ja, jaz sem vse narabo, da radom malo dosti. 25 minut in moji starši so bili v službi, ampak me je vedno mogel en pelata, ne, hvala Bogu sem možnost in da je to vse tako potekalo. Tako da, dedi, hvala. Ja. Kaj bi pa ti ostalim staršem, se pravi teh, ne vem, če kdaj greš pogledat, Ne vem, približno kako. Kak turnir, te kaj zmoti kdaj? Sem enkrat, ki je bilo v Radomljah, sem bil sodnik za mlajše. Sem rekel, naprej nočem več biti sodnik. Okay. Pa ne zaradi igralcev, ne? Ne, zaradi staršev. Ja. Preveč je to komentiranje. Vseh stvari se mi zdi staršev. No, da. Utikovanja in pritiska. Vsega pritiska, ne zdaj na sodnika, ampak se mi zdi, da tudi na trenerja, da se to veliko pritiska, zakaj moj sin ne igra, pa kakšna taka situacija. Mislim, da je to ful pri mlajših selekcijah. Lahko zdaj vidijo trend Seškota pa teh mlajših fantov, mislim, da tudi starši so dosti bolj obsedeni s tem, da bi recimo svojega sina prodali. Svoje, kaj jim svetuješ? Pusti jih, ne se igrajo, kaj? Ne, da imajo sina pa hčerka, če je metašica, da jaz bi pustil, da oni sami krojijo, kako pa kaj bojo. Svoje, imejte jih radi, pa oste jih na treninge. Ja. Ostalo mora pa trener poskrbeti, pa igralci. Kaj pa igralcu svetuješ, če želi kdo iti po tvojih sledeh, se pravi, da bi kdo rad postal nov kapetan, neka Brava ali pa še kaj več, ne? Kaj ne počne, pa na kak način ne počne, ne? Pa mislim, da se mora prvo pokazati neki dobri luči, no, pa da si zasluži to stvarno. Mislim pa, da ne gre vse da treba dosti stvari narediti, no, da treba čez leta napredovati, da si neke stvari zaslužiš, pa da si zaslužiš neko odgovornost. Svoje potrpežljivo. Potrpežljivost je bilo. Glavo dol pa drgni. Ja. Pa da je težak tudi tako malo. Težek v smislu borbe. Tako. In želje, ja. In vsega ostalega, ne priteževati se, ne. To. Ja, tako. Okay. Smo kaj pozabila, kar smo se imela? Ne, mislim, da ne. Je bilo naporno? Ma niti ne, po mojem sem kar dosti govoril, ne vem, koliko sem pameten, kaj bo videl. To bomo naredila pol analiza. Ne, je bilo super, jaz upam, da si užival, no. Ja, v redu je bilo. Ja, upam prvo, da se sezona spele z zadnjim krogom tako, ko želite, pa da meni se zdi, da si pripravljen za kak nivo naprej, ne? Da se ti tudi to odpre kakšna dobra opcija. No? Ja, hvala lepa, hvala za povabilo še enkrat. Pa ko si v tejno naredimo enega na nov. Lahko je. Okay. Ne, bomo uživali. Ali sem jaz pripeljal, boš dal 2 karte za tekmo, pa bomo potekli, ali bomo pa, ko priješ domov, vse domov boš mogel kaj priti. Ja, to je tudi res, ja. Ok, hvala ti, uživi, pa še kdaj, no. Super, hvala.